Torej, tisti krasni meseci so pred nami, meseci, ko smo veliko bolj dejavni skozi dan, gremo radi na kakšen hrib, na kakšen sprehod, ali je to po njivi, ob morju, v gozdu, kjerkoli pač že. In tudi vreme je primerno, da si oblečemo kakšne bolj krajša oblačila, bolj lahkotna in tako naprej. A vendarle, kljub vsem tem prednostim in ugodnostim, ki jih nudijo oziroma ki nam nudijo ti meseci, veliko ljudi ostaja doma zakoreninjeni, ker imajo težave z nogami. In teh težav je kar nekaj, kakšni tudi spati ne morejo zaradi njih. Kot so težke noge, otekle noge, krčne žile kot tašne in še kup takih in drugačnih izzivov imajo ljudi ravno z nogami. Kaj in kako, kateri so tisti nasveti, da se bomo lahko podali lahkih nog naokrog, to pa nam bo zaupala gospa, ki je prava zakladnica tašnega in drugačnega znanja in zaupala nam bo tudi, kaj je še boljše od kostanja, ki se ga, mislim, da se ga jeseni se ga nabira, velikokrat vidim, da ljudje jeseni nabirajo kostanj, katera stvar je še boljša in tudi zelo, zelo dobra, kadar pride do tega, da imamo lepe in seveda predlepe zdrave noge. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Pozdravljeni. Danes bomo govorili o številnih nasvetih, med drugim tudi, kje in kdaj pride pravzaprav do problema teh težkih in otečenih nog. Ja, najpogosteje prihaja do tega problema po koncu zime, ko se začne ozračje segrevati, tla so še hladna in takrat ljudje, ki so nagnjeni k bolečim nogam, občutijo eksplozijo vročine, obteženosti, napetosti. Podobno se dogaja zelo pogosto preko poletja samega zaradi temperatur in pa seveda jeseni, ponovno, ko se začenjajo tla ohlajati in ozračje še zmeraj toplo in takrat pride ponovno do neke takšne senzacije na nogah, ki so nam neprijetne. Se pravi, kadar nas noge opozarjajo, takrat je z njimi nekaj narobe. Kadar jih ne čutimo, so naše noge v redu. In se pravi, največje težave, ki jih imajo ljudje občasno ali stalno, so občutek napetosti, občutek bolečine, krči, dnevni, nočni, otekanje, mravljinčenje, nemirne noge. Najbolj moteči so pa pravzaprav krči, ker jih praviloma ne znamo umiriti. In te krči se pogosto pojavljajo po noči, takrat, kadar smo umirjeni, kadar je zmanjšan krvni pretok in takrat pogosto pride do krčev, ki nas prebudijo, ne moremo spati, to se zgodi na podplatu, na prstih ali pa lahko tudi na mečih ali celo na stegnu. A ni zgolj to povezano s pomanjkanjem magnezija, krči? Ja, pravijo, da je, ne. Seveda, magnezij absolutno deluje na mišičevje, vendar, preden se vi spomnite, da morate vzeti po noči magnezij, da si naredite ta pripravek, da začne delovati, že kar nekaj časa trpite. Ste prebujeni, utrujeni, slabe volje, kadar pa vzamete gel na osnovi borovnice, nanesete manjšo količino na prizadeto mesto, vam ta bolečina in ta krč že pod prsti popustita in v 2 minutah vi že lahko spite. To pa je seveda zelo pomembno. Kar zadeva problematiko teh nemirnih, težkih, bolečih, otečenih nog je pri športnikih, zelo pogosto pri aktivnih športnikih, pri rekreativnih športnikih, v nosečnosti se zelo pogosto pojavljajo težave z nogami, seveda pa imajo težave z nogami pretežno ženske. Zelo pogosto kmalu po 20. 25. letu, vsekakor pa kasneje, v starejših letih, starostniki, tam pa skoraj da ni razlike pri moških in pri ženskah. Opozorili bi tudi seveda na obutev. Zdaj, danes imava izjemno primerno obutev, obe dve, to je najbolj zdrava obutev, ne?
daleč od tega. Pete so tiste, ponavadi meni ljudje, ki me vidijo živo, rečejo, mi smo mislili, da si ti 2 metra visoka. Boš jokala, ko boš starejša. Tako. To sem jaz zmeraj poslušala, ko sem bila mlajša. So mi rekli starejše ženske, kako lahko visoke pete nosiš, boš videla, kako se boš še spomnila na mene. In res je tako. Res je, da zelo pogosto tele previsoke pete ali visoke pete, ozki čevlji pripomorejo k težavam z bolečimi nogami. Potem so pa tukaj še ozka oblačila, naprimer zlasti hlače, sedeče delo, veliko sedečega dela, veliko stoječega dela, se pravi, kadar smo mi dlje časa v nekem nenaravnem položaju, ko je cirkulacija otežena oziroma včasih celo zelo otežena, takrat seveda pride do takšnih težav, kot se mi danes o njih pogovarjava. Hitro pride do tega. Omejen je čas nošenja pet, vse to, da bodo ženske sprejele za sam začetek. Sicer pa ste imeli tudi kakšne lastne izkušnje s temi stvarmi? Ogromno informacij imate s tem. Ja, glejte, seveda, zgodilo se je, da že pravzaprav v mlajših letih, ko sem študirala, sem opazila, da mi noge zelo otekajo, ker sem takrat delala preko študentskega servisa po 8 ur za pisalno mizo in takrat so mi noge dobesedno nabrekale. Potem je bilo to tudi v nosečnosti. Se je pa zgodila ena zelo slaba izkušnja po neki hujši operaciji pred 15 leti, ko me je prebudil krč, ki ga enostavno nisem mogla umiriti. Očitno je bilo to povezano z nekimi prekinitvami teh limfnih žlez in sem se spomnila, da imam doma gel, ki je bil testiran zlasti na krče, ne samo na krče, tudi na napetosti, odtekanje, občutek teže, mravljinčenje, ne nazadnje tudi na modrice. Ampak takrat sem jaz imela samo, da se tega krča rešim. In resnično sem ga uporabila in čez 2 minuti je delovalo. In sem ponovno lahko zaspala. In to se mi je potem ponavljalo dlje časa in vedno, kadar sem segla po tem izdelku, sem začutila olajšanje in takrat sem dejansko vedela, da ta zadeva deluje. Tukaj imava danes kot primer blažilni gel za noge na osnovi borovnice, ampak katerikoli gel pač ljudje že uporabljajo, potreba je vedeti, kako se gele na noge nanaša, kaj ne da? Tako, zlasti pomembno je, da začnemo pri prstih oziroma pri stopalu. Dobro je, da nanesemo tudi na stopalo, kajti stopala so tista, ki nosijo celo telo, celo našo težo in uravnavajo naš korak. Potem pa z nežnimi krožnimi gibi preko gležnjev proti stegnu. In to nanašamo tako dolgo, da se dobro vpije. Pri gelu na osnovi borovnice DNK in glikosaminoglikanov, ki so glavne 3 sestavine izdelka, je zelo pomembno v korist izdelka, da ga uporabimo malo. Če ga bomo uporabili več, ne bo nič bolje deloval. Je zelo izdaten, dobro mazljiv in kar je zelo pomembno v primerjavi mogoče s sorodnimi geli, da ne presuši kože. Mi poznamo lastnosti mnogih gelov, ki presušijo kožo in takrat moramo nanesti potem dodatno še kakšno olje ali kremo, pri tem izdelku to ni slučaj. Zelo pomembno je recimo tudi to, da se hitro vpije. Lahko nanesemo kmalu potem oblačila, ne da bi imeli občutek lepljivih ali kakršnihkoli neprijetnih težav z izdelkom. In seveda to, da deluje. Zanimiva je bila ena pripomba nekega magistra, ki je rekel, veste, kaj je meni pri tem izdelku najbolj všeč? Kaj vi mislite?
Pojma nimam. Meni osebno, če bi imela blazne težave s tem, bi bilo pomembno, da je na osnovi nečesa, kar najdemo v naravi, se pravi, ta borovnica me je zdaj kar presenetila. No, meni je ta magister rekel, veste kaj, pri tem izdelku je meni najbolj všeč to, da je sicer drag, ampak resnično deluje. In to je mene zelo presenetilo, pozitivno, ker ljudje se pogosto ustrašijo, veš kaj, tisto, kar je nad 9, kar je nad 10 evrov, je že predrago, ne vem, se ne splača, se dobijo drugi izdelki, ki so cenejši, recimo za 5-6 evrov dobim odlični izdelek. No, ampak danes živimo v svetu, ker cena vendarle ni tako zelo pomembna oziroma ni bistvenega pomena. Recimo, gledala sem raziskavo sončnih krem in se zgrozila, ker sem ugotovila, da dejansko najdražje je imela najslabše učinkovine, tista, ki je bila pa povprečno ceno, je imela pa v bistvu zelo solidno. Če greva na tole vprašanje, kostanj mnogi nabirajo, ampak vi pravite, da borovnica pa tukaj še vseeno zmaga. Ja, to so pa bile narejene raziskave in so bile tudi potrjene. Namreč za borovnico so ugotovili, da je močnejša, bolj koristna od kostanja. Kostanj je absolutno tisti, ki se ga v večini teh izdelkov uporablja oziroma se sploh uporablja ta kostanj, vendar je bilo ugotovljeno, da je pa borovnica tista, ki ekstremno dobro varuje žile in predvsem pomaga pri odpravljanju krčev. Bile so tudi narejene raziskave na govedu, ki je bilo izpostavljeno krčem in so ugotovili, da borovnica deluje. Ne samo sadež, tudi listje. In v izdelku, o katerem mi dve govoriva, je list borovnice, sadež borovnice, DNK in pa glikozaminoglikani. Zanimivo je, da te glikozaminoglikani ali popularno rečeni glukozamini ekstremno dobro delujejo na ožilje in pa na pretočnost v kombinaciji z DNK in z borovnico na izmenjavo telesnih tekočin, zato se tudi uplahnejo otekline in izginejo napetosti. Zanimivo. Se pravi, danes govoriva o nasvetih za lahki korak v poletje, jesen, zimo in vse tako naprej in ugotavljava, kako pravzaprav izjemna je borovnica kot takšna. Kako pa je z krčnimi žilami? Pravijo, da to pa ne moreš zrihtati. Da rabiš velike količine, seveda C vitamina, dobre maščobe, ampak da ne moreš pa izbrisati. To je problem. To je problem in dejansko z kremicami, z geli mi krčnih žil ne moremo odpraviti, lahko pa pomagamo pri stanjih, katere krčne žile povzročajo, se pravi občutek utrujenosti, odtekanje. Zelo se priporoča recimo izmenjava hladne tople vode ali pa hladne tople vode, hladne mlačne vode, dvignemo noge, pustimo, da počivajo, občasno namažemo z tem gelom z borovnico. Takrat bodo noge uplahnile in kadar so noge uplahnjene, kadar otekline uplahnejo, takrat so noge tudi lažje. Ker noge bolijo takrat, pravzaprav, kadar so napetosti, napete so zaradi tega, ker so otečene, takrat je z nami nekaj narobe. Dobro je, da si privoščimo počitek, da malo dvignemo noge in dovolimo, da si noge oddahnejo. Noge si morajo odpočiti. No, nekateri pa nimajo težav takih težjih, kot so utrujene noge in nasploh vroče, pa mrzle, pa vse te ostale stvari. Ampak je težava zgolj estetskega videza, to pa govorimo o celulitu. Ja, zanimivo je, da je bila klinična raziskava, katero sem prebirala na osnovi tega gela z borovnico, tudi ekstremno dober učinek proti celulitu. In sicer v tistem testu so obravnavali 60 pacientk 2 meseca, ki so imele različne težave z nogami, kot rečeno, prejšnja simptomatika od mravljinčenja, utečenosti, krči dnevni, nočni in pa tudi celulit. In pri celulitu so potrdili, da je do 70% učinkovitosti.
In zanimivo je, ne, da če boste to uporabljala, pa boste potem, ne vem, po določenem času šla na masažo, vam bo rekla vaša maserka, da so se verjetno vaše noge bistveno v tem smislu izboljšale in okrepile. Rekli ste do 70%, veste, tem kliničnim študijam in rezultatom, ne da jim ne verjamem, ampak zanimivo je, kako jih lahko interpretiraš. 70% primerov pomeni kaj? 70% ljudi je... Ne, to pomeni naslednje. Testirali so 60 žensk na klinične in subjektivne parametre. Se pravi tisto, kar ženske čutijo in tisto, kar oko terapeuta oziroma naprave zazna. In oni so merili ta stanja na začetku, pred terapijo, na sredini dvomesečnega zdravljenja in na koncu dvomesečnega zdravljenja. Pri čemer pacientkam niso dajali, oziroma testiranim osebam niso dajali nobenih niti zdravil, niti mazil, ničesar. Uporabljali so samo gel na osnovi borovnice, DNK in glukozaminoglikanov. In te meritve so delali seveda z pripadajočimi napravami in začetno stanje je bilo X, srednje stanje je bilo XY, končno stanje je pa bilo XXY, naprimer. In končno stanje je kazalo 70% izboljšave z ozirom na začetno stanje. Razumem. No, to je pa dober podatek. Tako, ja. Ne, da je pri 30% ni bilo nič, pri 70% je pa bilo. To so delali te ženske in so merili tudi celulit z ozirom po 2 mesecih z ozirom na začetno stanje. Glikozaminoglikani. Kaj pravzaprav to je, poleg tega, da je dolga beseda? Jaz sicer nisem niti kemik, niti biolog, malo sem si pustila razložiti te stvari. To so polisaharidi, to je skupina sladkorjev, kateri spadajo tudi glukozamini. To so nekako te polisaharidi, ki zelo ugodno vplivajo na stanje telesa in je prisotno tudi po naravni poti v telesu. Kaj pa DNK? To so pa frakcije delno depolimerizirane ribonukleinske kisline, zelo težka beseda, a ne? To je zelo zanimiva zadeva. Je pa, mislim, tukaj ribjega izvora, in kombinacija teh 3 glavnih sestavin, se pravi borovnice, DNK, frakcije DNK in glikosaminoglikanov, ugodno deluje na pretakanje, na medcelično izmenjevanje telesnih tekočin in seveda tudi na ta stanja, o katerih sva govorili. Torej, če povzameva današnje nasvete, rekli sva noge gora, ne? Ohlapna oblačila. Od pet se malo posloviti, oziroma v omejenem času. Vse občasno, ne? Potem imava ohlapna oblačila, z gelom, kakršenkoli ga imamo, si mažemo torej v krožnih gibih od prstov dejansko navzgor, proti srcu. Ugotovili sva, da ima krasne klinične študije in dokaze gel na osnovi borovnice, teh fragmentov fraktov DNK in pa glikosaminoglikanov in pa predvsem to, da moramo biti tudi nasmejani, a ne? Tudi nasmeh dobro vpliva na vse to. Absolutno, absolutno. Odlično, najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih podali. Hvala tudi vam. In naj vas te potem zdrave in lahkotne noge odpeljejo tja, kamor vam srce poželi. Pomembno je torej, da skrbimo za svoje noge in moram priznati, da sama takoj vidim, že sem kaj zatečena že tukaj dejansko pri gležnjih. Velik pomen ima seveda tudi prehrana, na nekatere izjemno vpliva tudi vreme, ampak vsekakor naj bo osnova ta, da skrbite za svoje noge z ljubeznijo in z skrbjo, tako vam bodo še dolgo služile. Še kakšna zanimiva informacija na www.klepet@kavi.si, tam najdete vse zanimive novice, verjetno tudi kaj o teh kliničnih študijah, ki smo jih danes z vam zaupali, sicer pa tudi YouTube kanal, kjer pogledate še več zanimivih vsebin.
A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.